Bomo kar začeli. Moje ime je Dušan Hedl, sem predstavnik Zavoda Kulturni center Maribor in urednik knjižne zbirke Frontier pri našem zavodu, pri katerem smo izdali v zbirki Frontier knjigo Schindlerjev vojak. In seveda z veseljem predstavljam danes tukaj avtorja Rasta Božiča in pa gospoda Marjana Toša, strokovnjaka za judovska vprašanja v Mariboru. In seveda najlepša hvala gospe Bedrač, judovskemu centru v Mariboru, sinagogi, ki nam je nocoj odstopila prostor za tole promocijo v Mariboru. Bi pa kar predal besedo Rastatu Božiču najprej, če se strinjate, ali bi gospodu Tošu najprej predali besedo. Lahko. Rasto, izvoli, mogoče za uvod, kako sta se srečala z gospodom Ponikvarjem, Stanetom Ponikvarjem, v katerem teče zgodba Schindlerjevem vojaku. Aha, moram mikrofon gor? Ne, to ja. Torej, dober dan. Moja povezava oziroma moje sodelovanje z gospodom Stanetom Ponikvarjem, žal že pokojnim, se je začelo leta 2010 in sicer on je takrat živel v Trebnjem v domu starejših občanov in na neki ekskurziji, ki so imeli tam, je takratni socialni delavki Karli Hotko nekaj omenjal, da me zelo zanimive pa pestre spomine na drugo svetovno vojno, da jih praktično ni še nikomor povedal v celoti in je pač je vprašal, če ona mogoče pozna kakšnega novinarja, ki bi ga to zanimalo, da bi to nekako poslušal, ocenil, če je vredno objave in pa ki je objavil. No, Karla me je poklicala, jaz sem to pač rekel, da pridem preveriti. No in ko sta se pač prvič srečala, mi je že po 10 minutah začel popolnemu tujcu nekako, to je bila kot nekakšna izpoved, začel je s to svojo zgodbo, za katero se je že po nekaj minutah izkazalo, da je izredno zanimiva, kajti delno je povezana tudi z znano zadevo Oskarja Schindlerja, nemškega industrialca in kot vemo po Spielbergovem filmu Schindlerjev seznam tudi zavetnika Židov. Ponikvar sam, dokler ni tega filma videl, tam nekje v drugi polovici 90-ih let, sploh ni vedel pravzaprav, kje je bil med vojno. On je bil namreč mobiliziran v nemško vojsko leta 1942, takrat je živel v Novem Sadu, mobilizirali so ga na Hrvaškem, v takratni državi, pač NDH. Potem je prišel po spletu raznih naključij, zasukov, pa predvsem dobrotljive usode v njegovem primeru v razna nemška taborišča, najprej v Mauthausen, potem v Auschwitz, potem na rusko fronto, kjer je zbolel za pljučnico, težko zbolel, tako da potem je bil samo še omejeno vojaško sposoben. Tam je prišel v stik z oficirjem, ki je novačil vojake, v glavnem so bili to nekakšna pomožna vojska, ki je stražila to Schindlerjevo delovno taborišče oziroma taborišče v taborišču pri Krakovu v Plasevu. Prišel je tja, bil tam poldrugo leto. Potem, ko so to taborišče proti koncu vojne preselili še bolj proti vzhodu v Brunlic, so pa Ponikvarja poslali na zahod Evrope, kjer je sodeloval pri reševanju Židov, ki so jih skušali iz nekaterih podobnih tovarn na zahodu Nemčije, pa tudi na Nizozemskem, te Žide rešiti pred umikajočo se nemško vojsko, ki je ta taborišča čistila tako, da je pa vse taboriščnike pobila. In njegova zgodba se je končala, oziroma tudi sodelovanje z nemško vojsko sredi aprila, ko je sicer neuradno, ampak tako rekoč zaveznikom predal
kot edini stražar Buchenwald. Po njegovih besedah je seveda so to. No, na to so ga kmalu ujeli, še isti dan, mislim da. Amerikanci so ga potem poslali v taborišča za vojaške ujetnike. Šel je skozi 8 taborišč, od nemških, francoskih, na koncu je končal v Marseju. Leta 1946 se je vrnil v Slovenijo, kjer ga je seveda najprej zagrabila UDBA in za nagrado so ga poslali potem še v jugoslovansko vojsko v Makedonijo. In kar je pa zanimivo, takrat je vojaški rok trajal 2 leti, ampak ker je bil zelo dobro izurjen v nemški vojski, so ga po pol leta izpustili. Takrat se je vrnil rodno Mirno, kjer je pač več ali manj preživel nekaj let, zdaj se je preselil v Trebnje, bil je trgovec, bil 2-krat poročen, imel je 4 otroke v 2 zakonih. Zadnja leta pa je živel v tem domu starejših občanov, kjer sva medva prišla skupaj. To je zdaj v glavnem to. Ja. Mogoče preskočimo na to, na glavnega krivca, zakaj je knjiga izšla pri Mariborski založbi, torej v zbirki Frontier. Gospod Toš me je mislim, da pred kakšnim letom opozoril na ta tekst in povezal z Rastatom. Izkazalo pa se je, da se vidi tudi danes prvič vidita. Gospod Toš je tudi napisal spremno besedo v knjigo, pa bi mogoče malce preskočili, pa bi njemu dali besedo. Takšna literatura, gospod Toš, je pomembna za kaj? Torej, spoštovani kolega urednik in cenjeni avtor, kolega Božič, spoštovane in spoštovani, zahvalim se za povabilo na današnjo prireditev in hitro odgovorim na vprašanje. Vsaki spominski tekst ima določeno zgodovinsko vrednost, seveda upoštevajoč njegove subjektivne primesi. Zgodba, kakršno pa prinaša ta sicer drobna knjižica, pa zato nič manj pomembna, je pa zanimiva iz 2 zornih kotov. Po moje ne bom ponavljal tega, kar sem zapisal, bi pa rekel naslednje. Prvič, slovenska javnost spoznava še eno zgodbo enega od prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. To je del ene široke zgodbe, o kateri smo se tudi zgodovinarji razgovorili tam konec 80-ih let, predvsem pa v začetku 90-ih, ko smo nemško mobilizacijo, zlasti torej na Slovenskem Štajerskem, tudi podrobneje proučili in predstavili. In Stane je zagotovo bil eden od mnogih, ki so morali v nemško vojsko, kam je ga vodila pot, to ste že slišali oziroma boste prebrali. Druga pomembnost tega dela pa je v tem, da se je Stane Ponikvar razgovoril tudi o delovanju v korist in za Jude, kar je seveda še posebej zanimiva zgodba. Jaz, ko sem dobil prvi tekst kolega Božiča, sem ga seveda zanimanjem prebral, hkrati pa seveda pribeležil na rokopis veliko vprašanj, veliko dilem in tako dalje, kajti nekatere stvari seveda historično niso bile docela pojasnjene. Ne glede na to, seveda sem jaz potem tekst dal še nekaterim kolegom, ki se ukvarjajo tudi s to tematiko, tudi dr. Lutarju, ki je bil prav tako mnenja, da je zgodba zanimiva za objavo, da pa potrebuje mogoče eno celovitejšo strokovno spremno študijo ali vsaj spremno besedo. No, vi veste, kako je danes z
izdajanjem knjig in z denarjem. Založba, ki je sprejela zadevo, torej Kulturni center Maribor in zbirka Frontier, se je odločila, da bo objavila knjigo z besedilom avtorja Rasta Božiča in z krajšo spremno besedo, ki sem jo jaz prispeval, v bistvu bolj kot priporočilo tudi založbi, ki se je potegovala za nekatera finančna sredstva kot pomoč za izdajo. No, odločili so se, kot so se, jaz mislim, da prav, čeprav je lahko v nadaljevanju ta zgodba, če jo bo tudi kolega Božič nadaljeval, še deležna pozornosti in takrat mogoče res ene temeljite, spremne, strokovne, znanstvene študije o holokaustu in o ustroju nacističnih, koncentracijskih in uničevalnih taborišč. Namreč, zakaj to govorim? Govorim zato, ker smo ne samo v evropskem prostoru, pač pa še zlasti v Sloveniji soočeni z zelo odkritimi poskusi relativiziranja druge svetovne vojne, njene zgodovine in tudi relativiziranja krivde, torej da bi naj žrtve in storilci približno bili na tehnici izenačeni, to pa preprosto ne gre iz večjih vidikov, ne samo seveda iz historičnih. In v tej relativizaciji zgodovine prihaja tudi do zelo resnih javnih namer in celo predlogov o tem, da je holokaust v bistvu mit in ne del zgodovine in da se seveda z temi zgodbami pretirava, da so stvari drugačne in še bi lahko našteval, da vam ne jemljem časa. Jaz mislim, da so historično zadeve čisto drugačne. Holokaust je najhujša oblika kršenja človekovih pravic in svoboščin doslej. Holokaust je historično dejstvo, ki je povezano z smrtjo 6 milijonov Judov in seveda povezano z to nesrečno smrtjo tudi z smrtjo na milijone drugih, ki so jih nacistični oblastniki poleg Judov preganjali in uničevali v koncentracijskih in uničevalnih taboriščih. Poudarjam, koncentracijskih in uničevalnih, bila so pa še tudi delovna taborišča. In del te zgodbe, ki je meni simpatično napisana, to moram reči, se vidi, da je avtor pišoč, novinar, žurnalist, urednik, in delček tega, da zaključim, se pa odvija tudi v največjem, poudarjam, največjem, najstrašnejšem nemškem uničevalnem taborišču Auschwitz in Auschwitz-Birkenau v okupirani Poljski. Rad bi povedal, čeprav ste tu ljudje, ki poznate te zadeve, da se zlasti v publicistiki soočamo z nekorektnim navajanjem nekaterih podatkov, pa celo zapisi poljsko taborišče Auschwitz, Auschwitz samo na Poljskem in tako dalje. Gre seveda za nemško uničevalno taborišče v okupirani Poljski in tudi uradna Poljska se je zavzela za takšno poimenovanje. O Auschwitzu bi mogoče tudi v tej knjižici lahko bil dodatek, če bi za to imeli sredstva in še kaj, kajti to zgodbo te tovarne smrti, pekla na zemlji, smo kar precej proučili, vemo v glavnem marsikaj, čeprav se odpirajo še nekatera nova dejstva. Nekaj novega se nam odpira tudi z slovenskimi žrtvami Auschwitza, drugače je pa eden od posebnih problemov
pri preživelih v uničevalnih in koncentracijskih taboriščih ta, da prvič jih je resnično zelo malo in drugič tisti, ki so stari, njihov spomin bledi in kar je največja škoda je ta, da mnogi od njih zgodbe nočejo povedati, o njej govoriti in to je pač jim treba, jaz to vzamem v veliko spoštovanje, sem se pogovarjal kar z mnogimi in žal ne želijo, niso želeli, mnogi preživeli, zdaj jih je vsaj, kar se tiče Slovenije, mogoče presteti na prste ene roke, seveda so jasno in glasno povedali, nočemo videti teh ostankov, nočemo se ponovno vživeti v to, kar je za nami. To je seveda tudi del resnice, s katero je treba živeti in zadeve nadaljevati. Zdaj pa res zaključim, da še boste kaj lahko tudi vprašali, pa drugi povedali, pri Stanetu Ponikvarju bi bilo treba, in to predlagam kolegu Rastu, da se mogoče zakoplje v to in dodatne dokumente in še kaj poišče. Pri njemu bi bilo treba videti, kolikšen je dejansko bil njegov obseg reševanja Judov. Namreč pri reševanju Judov gre za, kot veste, za ljudi, ki so tvegali vse, vključno s svojim življenjem, da so lahko rešili enega, dva, tri, 5, Schindler jih je mnogo, Wallenberg in Lutz in še nekateri tudi. In to so ljudje, ki so potem dobili po vojni naziv pravičniki med narodi in jih tudi na Slovenskem nekaj imamo. To je seveda ena od priložnosti zdaj, da bi mogoče se proučilo, kako in kaj je bilo z pokojnim Ponikvarjem v tej zgodbi dejansko reševanja Judov oziroma Židov, kot piše avtor v tej knjigi. Jaz mislim, da je, ne glede na to, da je knjižica sicer drobna, na pogled, da je vredna branja in da daje veliko iztočnic za nadaljna raziskovanja, proučevanja, kajti zgodba holokausta, genocida je še vedno lahko predmet tudi torej znanstvenega proučevanja, pa tudi publicističnega prezentiranja v javnosti. Hvala lepa. Gospod Marjan Toš, najlepša hvala vam za vaše izjemne besede in pa seveda tudi za predgovor oziroma spremno besedo v knjigi. Moram pa povedati, da v uredništvu nam je ravno to bilo všeč, da je knjiga poljudno branje, seveda pa je tema tako delikatna, tudi mobilizirancev v Slovensko vojsko, da je potrebna znanstvene obravnave, vsekakor. Mogoče pa, če se vrnemo... Lahko je še nekaj, tukaj se navežem. Kot je povedal gospod Toš, marsikdo te zgodbe ne upa ali pa noče zaupati. Pri Ponikvarju je trajalo 65 let, da je to zgodbo nekomu zaupal. On je sicer poskušal nekajkrat že predtem, desetletja predtem, to zaupati določenim oblastnikom, da bi prišel do odškodnine, karkoli, vendar mu nihče ni verjel, ker za kakšnega Schindlerja do filma sploh ni slišal. Najbolj je začel to praviti recimo svojim otrokom, ker staršem, bratom, sploh tega ni zaupal, ko se je vrnil. Nekje okoli osamosvajanja Slovenije, to mi je ravno ob prvi predstavitvi v Novem mestu njegova hčerka povedala, da je tam okoli leta 90 poskušal že določene zgodbe povedati, ampak ona je rekla, takrat je bila še pač skoraj najstnica, mu je rekla, oče nekaj teži, nekaj si izmišljuje, to je prefantazijsko, da bi bilo res, in mu ni enostavno verjela. Zdaj pa, ko je knjiga šla, je prišla k meni, je rekla, dejansko so v tej knjigi zgodbe, katerih jaz poznam samo zametke, ona. In pravi, to, da sem jih jaz pač z očeta zvlekel in pa zapisal, je tudi darilo hkrati njej, ker ima tukaj pričevanje očeta, za katerega sploh ni vedela.
Se pravi, to je pomen te spominske literature. Ne. Druga zadeva je, jaz sem razmišljal, kako bi to stvar objavil. Zdaj, jaz nisem zgodovinar, jaz sem najprej to njegovo zgodbo v skrajšani obliki objavljal kot podlistek v lokalnem časopisju. To je bilo leta 2010, ko sva se midva pogovarjala. No in skušal sem jo za tole knjižno izdajo ohraniti v bistvu najbolj pristno, najbolj izvirno, najbližji pripovedi. Tako da sem jo le na katerih mestih mogoče s kakšno dopombo dopolnil, pač koliko imam iz tega znanja. Skušal sem jo narediti tekočo, zanimivo za bralca in pa ponekod sem mogel nekatere dele tudi rekonstruirati, ker njegov spomin je že rahlo obledel, tukaj pa tudi govori precej raztrgano. Ne? Imamo vse njegove pogovore z njim dokumentirane, zvočno zapisane, ne? Tako da, če bo kdo to kdaj še hotel s tem se ukvarjati, to vse spravljeno in na voljo. Ne? En kopijo sem se dogovoril tudi v Novomeški knjižnici Mirana Jarca, da bom predal tamkajšnjemu domoznanskemu oddelku, kjer bo pravilno hranjena, ne? Ustrezno. Drugače pa je šlo po drugi strani tudi za neko zavezo meni, samemu Ponikvarju, za katerega je bilo to pripovedovanje zelo mučno. Bil je star takrat 85 let, astmatik, nadušen, težko je dihal. To ga je izredno zmučilo, večkrat se je zjokal, po prvem pogovoru je celo za teden dni zbolel. Povedal mi je, da on je to stalno ponavljal, vsa ta leta je v sebi to ponavljal, ker se je bal, da bi pozabil. In šele ko je enkrat povedal to, kar ne bi bilo pozabljeno, se je nekako odrešil in od takrat je postal drug človek. In zadnji 2 leti svojega življenja so povedali, da je bil povsem drug kot prej. Prej je bil mrk, zaprt, sam zase se je držal, potem je postal družaben in kar naenkrat je na to svoje življenje postal ponosen. Ne. In mogoče simbolika v knjigi je ta, tukaj na začetku pogovora, na zadnji strani je pa ob koncu pogovora, ko je bilo že nekaj objavljenega. Ne. In če že pogledate ta njegov nasmeh in pa tole trpeče, ne, nekaj pove o samem to. No, to bi jaz sem določene stvari pojasnil. Se pravi, njim pa bil moj namen, da bi to bil kot zgodovinsko delo in zgodovinski tekst. Ja, gospod Toš. Če smem, Dušan, samo stavek 2. Jaz mislim, da je celo prav, da je nastal tekst taki, kot je, bom rekel, preprost, tekoč, poljudno napisan, lepo nekatere zadeve dokumentirajo tudi fotografije, pridobljene iz ustreznih ustanov, tudi v tujini. In še enkrat povem, vsaka spominska literatura je vredna pozornosti, je vredna branja, je vredna spoštovanja, kajti če drugo ne napoti lahko zgodovinarje k novemu raziskovanju, proučevanju in to, kar smo slišali o Stanetu Ponikvarju, je seveda ena od mnogih zgodb. Jaz vam bom za ilustracijo povedal, da se 3 leta pogovarjam z enim zelo starim gospodom, še kar dobrega spomina iz Hoč, ki je bil mobiliziran v Mariboru in potem poslan v baltske dežele, kjer je bil tudi ujet od Rdeče armade in je potem preživljal kalvarijo tako imenovanih ujetniških taborišč, v katerih vi veste, da je bilo tudi ogromno smrti, namreč zavezniki seveda niso vedno in povsod bili povsem usmiljenih in vi poznate tudi številke, koliko, bom rekel, nemških vojnih ujetnikov je umrlo, ne samo v ruskih ujetniških taboriščih, ki jih tako radi zlasti na zahodu plasirajo, ampak tudi v tako imenovanih anglo-zavezniških taboriščih. No, zgodba tega gospoda gre h kraju, če bo samo še nekaj stvari poskušal zaokrožiti, se potem tudi dogovarjamo, da bi
tudi v okviru društva mobilizirancev nemško vojsko izdali tudi o tem gospodu nekaj podobnega, kot je to. Ta zgodba pa še enkrat ima pa res dvojni pomen in prinaša bralcu osnovne zadeve okoli holokausta in po drugi strani tudi navsezadnje o nemški prisilni mobilizaciji in o enem od slovenskih fantov, ki so morali v nemško vojsko. Ne pozabimo, da je torej med prisilno mobiliziranimi slovenskimi vojaki v Wehrmachtu bilo tudi okoli 9000 žrtev. To pa je velika številka, ki je ne smemo zanemariti. Še enkrat, jaz iskreno čestitam avtorju, založbi, vsem, ki ste se trudili okoli tega. Knjigo priporočam za branje, če pa bo doživela še razširjeno izdajo, nadgradnjo, pa toliko bolje. Je pa razveseljivo, da ima avtor torej tonske zapise, to so zelo dragoceni dokumenti, ki jih bodo seveda kolegi v Dolenjskem arhivu znali hraniti za ljudi, ki bodo v bodoče se ukvarjali s temi temami. Da smo že skoraj malo predolgi. Ja, hvala, gospod Toš. Mogoče kot predstavnik založbe še povem tole, da knjiga se že prevaja v nemščino. Tudi načrti so, oziroma dogovori potekajo za prevod v angleščino. Bravo. Tako da stvar poteka. Seveda se priporočamo, da mogoče še sodelujemo v bodoče, mogoče z razširjeno besedo v nemški verziji. To pa bi bilo dobro. In v angleški. Tudi z muzejem, zgodovinskim muzejem v Krakovu smo vzpostavili stik, ki nam je tudi prispeval fotografije, originalne fotografije iz tistega časa, za otvoritev tovarne in tako naprej. V glavnem, če je iz publike kakšno vprašanje, je sedaj pravi čas, drugače bi še mogoče med tem podal še gospodu Božiču še besedo. Namreč dokumentacija pa se je vsa izgubila. Gospod Ponikvar je dokumentacijo, dokumente večinoma iz strahu pred šikaniranjem in podobnim, ker mobiliziranci niso bili priljubljen del populacije, so bili na nek način sovražniki, obravnavani kot sovražniki. On je za sabo uničil večino dokumentacije. Kaj dosti tako ali tako ni imel. Povedal je, da pač v tej enoti, kjer je bil on, da ta enota ni nikjer uradno obstojala. In on je tudi povedal, da je v okviru teh Schindlerjevih enot so mu bile zaupane poleg teh stražarskih, ker je bilo, on je v bistvu zelo malo stražil, kurirske naloge. Njemu so zaupali koverto, zalepljeno, in so ga dali na vlak, ti so odpeli brez vsakih papirjev, tukaj imaš samo povratno karto, in so ga poslali iz Poljske, z Krakova, so ga poslali v Berlin, poslali so ga na Dunaj. Dali so mu, recimo, en primer, dali so mu v Plasovo aktovko, mu zabičali, v to aktovko ne smeš pogledati, kaj noter te ne zanima, ti so sedni na vlak, odpeli se na berlinsko železniško postajo, tam te bo nekdo ogovoril, rekel ti bo samo geslo klozet, se pravi stranišče, pejte v stranišče, tam se dobi, tam predaj aktovko in se vrni. In to je se storil. Ampak ni imel nobenih dokumentov, ni dobil za napot ničesar. In povedali so mu, če te dobijo, si sam, nas ni. Se pravi, vse je bilo skrito. In teh nalog je bilo veliko, on jih nekaj opisuje, je bilo pa tega verjetno še več, tako da so mu kar nekaj zaupali. Jaz mislim, da on ni bil kakšen vidnejši član tega omrežja, ampak je pa zanimiva njegova pripoved, ki kaže, kako je to vse skupaj delovalo. To je. Kaže, da je bilo tukaj le neka širša misel, nam rekel, da je bila organizacija. Ampak neka misel je bila in konec koncev, da so ob koncu vojne poskrbeli za določena taborišča z Judi, tudi na Zahodu, da so jih obvarovali pred SS enotami, da jih niso pobile. Nekdo je mogel to nekako skrbeti. Zdaj jaz ne vem, koliko je to res, ampak to je po njegovih besedah. Kar je mene tudi pri tej zadevi zelo, bi rekel, nekako presunilo, je poleg to, da gre za Slovenca, ki je bil v Schindlerjevih enotah, poleg ene zelo zapletene in po svoje tragične življenjske zgodbe, je pa tudi ta opomin,
ki ga knjiga prenaša na grozote druge svetovne vojne. Jaz mislim, da sodobne generacije, novejše, so z vojno zelo površno seznanjene, predvsem s tem grozotam. Vse skupaj se, kot pravi gospod Toš, relativizira in zato je po svoje tudi ta zapis Ponikvarjeve zgodbe opomin ljudem, ki danes tako zlahka izgovarjajo besede, kot so tretja svetovna vojna. To se danes tako zlahka izgovarja v medijih, na televiziji, uredniki, tretja svetovna vojna. Ne pomislijo, kaj s tem rečejo, kaj za to se potegne. In zato se mi zdi tudi, da je pomembno, da sem to zapisal. Kaj si ti vprašal točno sploh? Ja, vse si odgovoril, kako je z dokumentacijo. Zdaj, jaz sem njega fotografiral med tem pogovorom. Tonsko sem ga posnel, on je imel nekaj dokumentov, namreč on je skušal tam nekje na teh dokumentih točno piše, kdaj je bilo, nekaj teh dokumentov zapisal njemu ohrani tudi Ministrstvo za kulturo, predvsem, ker je bil zaprt v teh taboriščih po vojni. Je pa on, ki je skušal dobiti odškodnino, on je pisal v Jeruzalem, v muzeju holokausta, pisal je nemški vladi, pisal je slovenski vladi, pisal je Društvo slovenskih izgnancev, on je skušal dobiti kakršnokoli dokumentacijo, ki bi mu pomagala do tega, da bi dobil kakšno odškodnino, ker je ni dobil. Šel je na trebanjsko upravno enoto, kjer so ga dvakrat zaslišali in ta dva dokumenta z vsemi številkami, ja, tukaj sem jaz fotografiral in to je verjetno pri teh številkah se da prideti v ta arhiv upravne enote in tam vse to. No, potem, ko je on umrl, 2 leti po najnem pogovoru, sem jaz skušal pri njegovih sorodnikih dobiti, če je karkoli za njim ostalo, ampak niso pokazali kakšnega posebnega sodelovanja. Nekaj menda je, kaj dosti pa ne, ampak zdaj oni so ocenili, da to ni pomembno, ampak to bi mogel nekdo drug oceniti. Kar je pa najbolj razveseljivo je, da so se na teh zdaj 2 predstavitvah na Dolenjskem, v Novem mestu in pa na Mirni, v njegovem rojstnem kraju, kar naenkrat pokazali ti sorodniki, njegove 3 hčerke, njegova svakinja, nečakinja in so vsi zadovoljni. In jaz mislim, da bodo zdaj pa rade bodo sodelovali in knjiga, ki je zelo navdušila, vsi so knjige kupili, se zahvaljevali in tako naprej, tako da meni je tudi po drugi strani zaradi tega njihovega spremembe odnosa je velik kamen padel od srca, ker pisati o človeku, ki ga praktično ne poznaš, oni so pa z njim živeli, je zelo težko. In tudi jaz imel določene moralne dileme, kako bodo oni, oziroma bojazen, kako bodo oni to sprejeli. Ampak, kot pravim, to se je rešilo. Dobro, delo ste opravili, založbi pa predlagam naj izda še nemški in angleški prevod z nekoliko razširjeno spremno besedo. Jaz sem pripravljen tu pomagati, pa je v Mariboru nastalo spet nekaj dobrega. Najlepša hvala, gospod Toš. Je kakšno vprašanje iz strani prisotnih? Če je gospod Ponikvar mogoče vedel, kako velika je bila ta enota, pa če je recimo poznal vse te, ki so v tej enoti bili, oziroma če je bil še kak Slovenec tam, to me zanima. Ne, edini najbližji Slovencu je bil Bosanec. Ja, je bil pač, ampak zanimivo, s tem Bosancem, ko so jih sprejeli v te enote, in on taborišča znotraj ni nikoli videl. Ker to je bilo taborišče, kot je on povedal, znotraj taborišča in oni so v bistvu taborišče varovali pred tem, da ne bi zunanja, oni niso varovali Židov kot takih, ampak da ne bi kdo vedel sploh, kaj se to dogaja. In ko so ga skupaj s tem Bosancem, pa še nekaj je bilo, ker on je prišel v to tovarno Schindlerjevo, embalirane posode, potem, ker je to že delovalo, on ni bil na začetku zdraven. Se pravi, on pride šele leta 42. No in on je pravil samo, da so takrat pač, ko so jih nabrali, ne vem koliko, en ducat recimo, so te nemške vojake odpeljali v neko barako v tem taborišču. Povedal je Ponikvar, da je, tako kot je bilo v filmu podobno, da je bil na steno nabit seznam z židovskimi priimki, ki jih on tudi nekaj navaja tukaj, in rekli so jim, vsi, ki boste sodelovali pri temu našemu podjetju, ki se zavzema tudi, da tukaj te Židje, ki tukaj delujejo, ostanejo živi, da se za njih skrbi, da se jih varuje, naj stopijo pod seznam, preostali, ki niso za to, naj se zberejo na drugem koncu barake. In večina se jih je zbrala na drugem koncu barake.
Po ta seznam je prvi stopil Ponikvar po njegovih besedah, za njim pa ta Bosanec, ki ga je tukaj prvi spoznal. In potem so skupaj so ju dali v eno sobo, orožja niste imela, praktično nobene opreme, razen menaške, pa igralne karte so jima pustili. Eden drugemu nista smela zaupati svojega imena in leto in pol sta bila skupaj in kaj sta vedela, eno drugemu samo to, da je bil Ponikvar za Bosanca Slovenac, ta Bosanec je bil pa, ki je bil na pol Bosanec, ne, se pravi, ne bil Bošnjak na pol, ne, pa da je bil za iste države, ne, takrat, ne, iz Jugoslavije. Še to me zanima, da nekje sem prebrala pač, da je ravno ta film Schindlerjev seznam, ne, v bistvu tudi njemu pokazal kako veliko delo, malo kot tega, če lahko. On sploh ni vedel, dokler ni videl filma, kje je bil, kaj je delal, pri čem je sodeloval. Vse je bilo tako skrivnostno in tajno. On je pač mislil, da je bil v neki pomožni enoti pri SS in da je bil pač, da je skrbel za to tovarno, za njeno delovanje, varovanje, kurirsko službo in tako naprej, kaj več ni vedel. In on šele, ko je film videl v drugi polovici 90-letih let, prejšnjega stoletja seveda, se je zavedel, kjer je bil. In kar ga je pa njega najbolj osupnilo je to, ko je film gledal, čeprav film ni narejen z dokumentarnimi posnetki, ne, je vse igrano, ampak je nekako pač zaradi ker je v črno-belem formatu in tako naprej daje tiste zgodovinskosti. Ne. V tisti sekvenci, ko se tabor Schindlerjev seli na vzhod, ko vse te Žide natrpajo v vagone, in ker je bilo zelo vroče, bili so noter preznojeni, žejni pa to, je pač Schindler rekel, dajte poiskati neke cevi in jih polite z vodo, polivajte te vagone z vodo, dajte te ljubljene nekako vode. In v tem se je prepoznal. Tam namreč na desni strani na peronu stoji en vojaček s kapo in on je v tistem videl sebe, čeprav ni to, ne? Ampak on je v svoji glavi tam videl sebe in to ga je tako pretreslo, da je dobesedno zbolel. Ne? In potem je začel dejansko razmišljati, potem, ko je to videl, da pa mogoče je pa prišel čas, ko bi on to lahko povedal nekomu, zakaj je sploh šlo, zdaj, ko sam ve, in da mu bo nekdo verjel, ker prej mu ni nihče verjel. Ne, mu ni 65 let nihče verjel. Ne? Še danes mu ne verjamejo določeni. Jaz imam določene kolegice, kolege iz pisateljskih vrst, ki pravijo, jaz to ne verjamem, jaz mu ne verjamem. Ne? Ampak jaz, če mu ne bi verjel, jaz sem to ne bi spustil. Ne? Meni je deloval iskreno, njegova pripoved, kako je on pri tem trpel in ne vidim razloga, zakaj bi se on sploh to izmišljeval. Kaj bo 85 let star starček, ki še komaj živi? Zakaj bi si kaj takega izmislil? In konec koncev tudi, da bi si tako zgodbo izmislil, bi bil hud napor. Ne? Tako da jaz sem mu zaupal. Ne? In vesel sem, da je konec koncev dobil nekakšno, te rekel njegova hčerka, spomenik. Hvala. Še kakšno vprašanje prisotnih? Ja, no, pa še nekaj, ne, če dovolj. Zahvalil bi se tako gospodu Tošu kot Dušanu in založbi, ker pri veliko slovenskih založbah, vključno z Novo Meško Gogo, ni bilo posluha za izdajo te knjige. Ne. Zanimivo je namreč, da je lani izšel prevod v slovenskem jeziku Schindlerjevega seznama. Ja. In ta knjiga odlično dopolnjuje zgodbo Tomasa Kenerja, ne, seznama. Ja. Ja. Vabimo še k prostemu pogovoru po tem druženju z gospodom Tošom in pa z gospodom Božičem. Najlepša hvala obema za predstavitev knjige Schindlerjev vojak. Vidimo se ob nemški izdaji. Hvala lepa.